Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Današnja tema je vedno aktualna, torej kako oblikovati svoj portfelj, pa predvsem kakšno vlogo naj odigrajo v tem portfelju obveznice. Zdaj, danes sva z vami Aleš Šoba in moj sodelavec, torej upravljavec Aleš Grbič, in se pravim, skušamo odgovoriti, bi rekel, na to večno dilemo. Zdaj, glede na dogajanje v prvih 3 mesecih, ki je bilo, bi rekel, že kot ponavadi dokaj pestro, torej v zadnjem mesecu smo doživeli tudi neko mini bančno krizo, torej pretrese v bančnem sektorju kot posledice tudi, bi rekel, dviga obrestnih mer centralnih bank in seveda vlagatelji se zdaj sprašujejo, kako, če sploh odreagirati v tem okolju, ali je potrebno prilagoditi svoj portfelj in se pravim, tukaj bomo skušali na to odgovoriti. Če pa se nekako vrnemo, torej kakšno leto nazaj, vemo, lansko leto je bilo negativno za vse naložbene razrede, predvsem pa je tu izstopalo negativno dogajanje na trgu obveznic, torej tako imenovani varni naložbi. Bi rekel, vlagatelji mogoče z tega vidika se nekako obremenjujejo, gledajo pretekle donose, mogoče obveznice niso tako priljubljene pri njih, ampak mnenje naše družbe, pa tudi nas upravljavcev se pa nekako spremenilo, bi rekli, po nekem prevrednotenju obveznic, po, bi rekel, dvigu obrestnih mer, te postajajo znova zanimive. Tako da mogoče, Aleš, malo nas popelji skozi, kaj se pa točno dogajalo v bistvu na področju obrestnih mer pa obvezniških naložb v mogoče zadnjih 20 letih. Ja, res. Po dolgem obdobju zatišja smo imeli nevihto, ki je trajala lansko leto, upamo, da se letos ne nadaljuje. Torej, v teh 20 letih smo bili priča najprej padajočemu trendu obrestnih mer in tudi posledično rasti cen obveznic. In od leta 2019 pa smo govorili tudi o negativnih obrestnih merah, ki so pa vztrajale vse do začetka februarja lani. In takrat so pa začele centralne banke dvigovati obrestne mere najhitreje v zadnjih 20 letih. In samo za ilustracijo, od februarja lani pa do marca letos so se zahtevani donosi 10-letnih nemških državnih obveznic dvignili kar za 300 bazičnih točk na okoli 2,7%. In kot vidimo, na grafu so zahtevani donosi oziroma obrestne mere obveznic ponovno postali privlačni in enako obveznice kot premoženjski razred, kot si že ravno prej omenil. Ja, če pogledamo graf, se vidimo, mislim, da tega še pred pandemijo, torej ali pa v zadnjih 100 letih nismo doživeli, da smo res imeli za tiste najbolj kvalitetne, torej pričakovane negativne donose in po mojem mnenju za dolgoročne vlagatelje je to bila najslabša možna izbira, ne. In mogoče vlagateljem vedno ni najbolj jasno ta, bi rekel, odnos med obrestnimi merami pa cenami obveznic, ne, ker mogoče je malo, bi rekel, tako kontralogično, ne. Navadno, ko se obrestne mere dvigujejo, vsak najprej pomisli, to pa je pozitivno za obveznice pa te varne naložbe, ampak ravno nasprotno je, ne, torej kot vidimo, kot smo prej prikazali, tisti hiter dvig obrestnih mer, vidimo tudi najbolj negativne donose na strani obveznic, ampak mislim, da bi vlagatelji zdaj naredili največjo napako, če bi se zanašali na te pretekle donose, kar vlagatelji največkrat naredijo, in bi nekako ocenili, mogoče pa obveznice so res, bi rekel, v tem trenutku neprimerna naložba, ampak ravno nasprotno, ne, Aleš, zdaj so končno postale obveznice s to spremembo obrestnih mer znova nekako užitne ali pa neka normalen naložben razred. Absolutno, ne, in vlagatelji oziroma končno smo lahko veseli neke normalizacije razmer na finančnih trgih. Tista 3 leta, ko smo imeli obdobje negativnih obrestnih mer, pomeni, da so alokacija kapitala ni bila optimalna, imeli smo napihovanje balonov in zdaj končno vlagatelji v ta premoženjski razred dobijo donose, ki so zelo dobri in s katerimi lahko mirno spijo. In kot vemo, da po sami naravi, da so obveznice dolžniški papir in imajo fiksen donos, če bi jih držali do dospetja. In vemo pa tudi, da če se začne poviševati donos, potem se donos do dospetja, potem cena obveznic pada, ampak zdaj, da ne bomo šli preveč v te neke detajle. Moramo pa poudariti to, da našim vlagateljem smo od leta 2018 naprej, tudi leta 2019 odsvetovali naložbo, ki ti prinaša negativni donos do dospetja. Boljše je bilo v tistem času imeti depozit. Zdaj
se stvari malenkost spreminjajo, ne. In ravno zaradi tega hitrega dviga v lanskem letu oziroma zelo agresivnih ukrepov centralnih bank, so obveznice res postale zanimiv naložbeni razred in tudi bodisi samo obvezniški skladi, kot tudi uravnoteženi skladi so spet zanimiva oziroma zelo zanimiva naložba. Ni pa samo donos, ne, tukaj se mogoče pogovarjamo, da so zdaj znova donosi na obveznice postali koliko toliko normalni, ampak kar mene tudi pri obveznicah, mislim, kakšno vlogo so pač v zgodovini vedno odigrale, je, da so se zelo dobro obnašale v času pretresov, v času kriz, v času recesij, kar smo tudi videli letos marca, torej ta mesec, ne, ko so se malo negotovosti okrog bank pričele, ne, in kaj pravi zgodovina, Aleš, ne, so obveznice primerne, ko prihaja recesija ali pa ko so neki pretresi, ne, kakšni so podatki? Dejansko obveznice imajo dvojno vlogo. Ena je pač, da ljudje, ki želijo nižjo nihajnost, je ta premoženjski razred za njih zanimiv. Druga vloga pa je tudi, da v uravnoteženih portfeljih nekdo, ki ne želi tako velikega, ki ne prenese tako velikega padca, pa visokega padca v najbolj negotovih trenutkih, če ima v portfelju obveznice, lepo vidimo na tem grafikonu, kakšni so bili mesečni donosi, recimo konkretno ameriških obveznic, donosi pred recesijo, torej to imamo mesečne donose in donosi v recesiji in vidimo, da so se najboljše obnesle dolgoročne obveznice oziroma tudi kratkoročne v času recesije. Torej na mesečni ravni 0,8% za dolgoročne državne obveznice in za kratkoročne 0,68%. Drugače pa so v času pred recesijo so pa ti donosi bili približno 2/3 nižji na mesečni ravni. Kot pa če pogledamo na ta grafikon, pa vidimo, kaj se pa je dogajalo v času recesije z delniškimi naložbami, vidimo, da so bile večinoma so bili ti donosi negativni. In zato, če je zgodovina naša učiteljica, ne, lahko brez problema rečemo, da so državne obveznice tisti premoženjski razred, kjer so vlagatelji lahko mirni in zdaj končno prinašajo oziroma mirni, če je to premoženjski razred, ki je njim namenjen, ne, seveda, da se razumemo. Mi imamo ampak da ne bova predolga. Ne, to si v redu načel, ne, če gremo naprej, zdaj, ko smo nekako spoznali vlogo obveznic, torej, da končno nudijo nek donos, so tudi, bi rekel, dober blažilec portfelja v času recesij in zdaj prihajamo do tistega bistva, ne, torej, kako naj zdaj vlagatelj oblikuje svoj portfelj, ne, zdaj ne smemo pozabiti na delnice, mislim, da se naše stališče ni spremenilo, še vedno naložben razred, ki ima najvišji pričakovan donos, pa bi rekel tudi za dolgoročne vlagatelje, po mojem, pa tudi našem mnenju, edina prava izbira, ampak mogoče vseeno vlagatelj, ki se sooča z različnimi nekimi finančnimi izzivi ali pa problemi, kako jim mi svetujemo, ne, kaj recimo za kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, kako ne oblikuje svoj portfelj, koliko recimo obveznic, delnic vključiti in ali imamo tudi mi produkte za te namene, ne? Absolutno, vedno gremo k osnovam, ko se vlagatelj sreča z tem finančnim svetom, pogledamo, kateri produkti so zanj primerni, glede na njegove cilje, torej časovni horizont in tudi njegov odnos do tveganja in temu ustrezni so tile premoženjski razredi. Če pogledamo za kratkoročne cilje in tudi za skoraj brez tveganja so naložbe recimo v naš sklad Infond kratkoročne obveznice. Drugače tisti, ki imajo srednjeročne cilje in lahko prinesejo tudi neko večjo nihajnost, pa so zanimivi premoženjski razredi tudi podjetniške obveznice in tudi uravnoteženi skladi. Imamo 3 sklade tukaj, Infond obvezniški, Infond globalni defenzivni in Infond globalni uravnoteženi. Ne nazadnje, kot je tudi sam omenil, da smo izrazito naklonjeni na dolgi rok delniškim naložbam, in te so primerne za tiste, ki imajo pač višji odnos do tveganja in imamo tudi ustrezne splošne sklade, kot so Infond globalni delniški, Infond razviti trgi ali pa Infond družbeno odgovorni, ki je bil tudi nagrajen po zadnji anketi oziroma analizi mojih financ. Se tu bi še jaz dodal mogoče za Infond kratkoročne obveznice. Tukaj vlagatelji recimo lahko danes pričakujejo donose nad 3%. Tako da jaz mislim, glede na to,
2-3 leta nazaj, če si hotel neko varnost, neko varno naložbo, si imel bolj ali manj zagotovljen ničeln ali pa negativen vnos. Danes imajo vlagatelji, ki res, ne vem, potrebujejo sredstva v roku 3 let, imajo končno, ali pa imajo končno neko alternativo, ne. Medtem ko pa ostala zgodba pa mislim, da se ni spremenila, vse kot si omenil, daljši kot je horizont, večja je utež delnic v teh portfeljih, ne. Teda, če pa se še mogoče lotimo ene druge teme, torej v zadnjih mesecih smo tudi s strani vlagateljev dobili kar nekaj vprašanj v povezavi z umetno inteligenco, tudi kaj je to, kako se, ali so tudi naši skladi lahko, kako se lahko pozicionirajo skozi naše sklade, tako da ti kot upravljavec tudi sklada tehnologija, malo bolj konkretno spremljaš te zadeve. Kakšno je tvoje mnenje glede umetne inteligence? Je to naslednja velika stvar, recimo tako kot bi internet, pametni telefoni, je to naslednjo neko, bi rekel, ta megatrend recimo? Ja, dejansko se je izkazalo, da je umetna inteligenca, da je potencial razvoja, še posebej te generativne umetne inteligence skoraj neomejen in je odvisno je le od področja njene uporabe, ne, ki pa je dejansko se kaže, da je to uporaba je neomejena in to pomeni, ampak najbolj pomembno pa je to, da zaenkrat je ta generativna umetna inteligenca še dokaj draga in za uporabo in za upravljanje, in zato bodo verjetno ponudniki na trgu bojo ponudili ponudili storitev, model kot storitev, ne. In podjetja, ki razvijajo in vključujejo uporabo umetne inteligence v svojih storitvah in produktih, pa bodo pač imela konkurenčne prednosti pred tistimi, ki jih nimajo. Ja, saj to se strinjam, ne, podjetja pa tudi posameznik, ne, bolj bo vključil ta orodja, tudi osebno si lahko bolj produktiven, pa tudi podjetja, mislim, da bo tu imela na koncu neke konkurenčne prednosti, ne. Imamo mi sklade, kako se lahko vlagatelji tu izpostavijo? So naši skladi izpostavljeni tem naložbam? Absolutno. Do teh naložb sta najbolj izpostavljena sklada Infond Tehnologija in Infond Megatrendi. Bodisi posredno, bodisi neposredno, recimo Infond Tehnologija ima več kot 50% naložb, ki so vsaj posredno povezani z umetno inteligenco, sklad Megatrendi pa ima dobro tretjino teh naložb. In tudi, kar bi bilo potrebno po moje poudariti, da sigurno je za vlagatelje razburljivo, da najdejo novi Google ali novi Apple, ampak običajno se to statistika govori, da se ti poskusi se ne obnesejo najboljše in zato je boljše, da varčujejo v nekem skladu, ki je posredno ali pa tudi neposredno izpostavljen do umetne inteligence, kot pa da sami iščejo tistega bodočega zmagovalca, ker dejansko nimajo vprašanja, imajo dovolj znanja, dovolj časa izkušenj. To se strinjam, zato pa smo mi tukaj, da jim nekako našim varčevalcem pomagamo dobiti izpostavljenost do teh naložb. Mogoče še za konec, samo naj omenim, torej pretekli teden je potekalo tudi, bi rekel, neko tradicionalna podelitev nagrad za naj upravljavca pa za naj sklade, torej naj skladi, ki jih prirejajo Moje Finance. Veseli nas, da je to nagrado, torej naj upravljavca za leto 2023 prejel Damjan Kovačič, torej kot že prej omenjeno, ki upravlja sklad Infond Družbeno odgovorni, ki je tudi prejel 2 kipca za najboljši sklad 3- in 10-letno obdobje. Bili so tudi nagrajeni ostali naši skladi, tako da skupaj 6 nagrad za najboljši sklad, med njimi tudi Infond kratkoročne obveznice kot za najboljši obvezniški sklad v zadnjih 3 letih. Toda jaz lahko samo rečem, da pač celotna ekipa upravljavcev se bo še naprej trudila dosegati, bi rekel, neke dobre rezultate, pa tudi našim varčevalcem pomagati te finančne cilje, o katerih smo prej govorili. Jaz osebno menim, pa tudi Aleš se strinjam, da nekako imamo nabor skladov, ta naš ekosistem skladov je nekako po moje najboljših v Sloveniji, torej vsak varčevalec lahko dobi izpostavljenost ali pa si oblikuje portfelj glede na svoje finančne cilje ali pa dobi izpostavljenost do določenih tem, kot recimo umetna inteligenca, preko malo bolj specifičnih sektorskih skladov, tako da se pravim, za vsakega se najde nekaj v našem naboru. Jaz mislim, da smo tu nekako zaključila, upam, da smo odgovorila delno na vaša vprašanja, kako oblikovati svoj portfelj, kakšno vlogo naj igrajo obveznice v tem portfelju. Če so še pa kakšna dodatna vprašanja, pa smo kot družba vedno na voljo, ali osebno na sedežu, ali pa tudi preko nekih digitalnih poti, tako da hvala za vašo pozornost in srečno.